V stavbi, ki jo v Ljubljani poznajo pod nenavadnim imenom Očerat, domuje strokovnjakinja za hortikulturo Bernarda Strgar-Šulc. V pritličnem stanovanju si je uredila lepo teraso, ki predstavlja dnevno sobo na prostem. Hkrati pa je sodelovala tudi pri zasaditvi zelenja na skupnih površinah, tako v sami stavbi, kot tudi okoli nje. Na Bernardini terasi pred stanovanjem je bil ob njeni vselitvi že položen lesen pod. Določen je bil tudi obseg terase. Ona pa jo je obogatila številnimi posodami, polnimi dišečih in cvetočih rastlin, ter ji dodala peščeni in kamniti del. Terasa v taki obliki smo že dobili stanovanjem zraven, v delih arhitekturnega načrta hiše. To je približno 30 kvadratov velika terasa, katere prednost je to, da je naslonjena na ozadje, tukaj za nami, iz te žive meje z Lovorikovca. In potem smo pa vsem prišli na idejo, vedela sem, da bo tukaj miza za 6 ljudi, da bo tukaj 2 stola, na katerem jaz sedim, in pa ležalnik. In potem nekako sem rekla, v redu, mi smo v mestu, imamo precej močno ogrodje nečesa v zadnji, pa naredimo to teraso eno tako travniško, preprosto, oziroma ne preprosto, ampak čim manj izumetničeno. No, in ker sem vedela, da želim imeti v posodah predvsem zelišča, da cvetja niti ne rabim toliko zelo veliko, da želim imeti dišeče rastline, tukaj je tu cela zbirka recimo dišečih pelargonij, hkrati pa mora biti neka osnova, v katero bomo te manjše posode zelišči in posebnosti postavljali. Zdaj imamo tukaj par večjih posod, v katerih je stalno skorajda enaka razporeditev rastlin, in to so večinoma travniške rastline. Ali so kakšne okrasne trave, ali pa recimo tukaj na moji levi je tudi patagonski sporiš, ki vijoličasto cveti, in s to rastlino je ta terasa pridobila 3 različne vrste metuljev, čmrlje in pa čebele. In to je tisto življenje, ki ga ti prineseš v center mesta, če imaš taki zbor rastline. Skoraj vse rastline na Bernardini terasi rastejo v posodah, kar zahteva drugačno oskrbo, kot če bi rasle na gredici. Že pri izboru rastlin je bila pozorna na to, da bodo primerne za nezahtevno nego. Posebnost terase Bernarde Strgar-Šulc pa je peščena greda, obrobljena s prodniki, v kateri raste vse mogoče. No, na zunanjem robu terase vidimo pa tudi eno obrobo iz kamnov, ki meji na trato. Za mano je ta delček, ta pas manjši, in na to površino sem jaz zelo ponosna in vesela, kajti veliko rastlin iz posod, ki sem jih v teh 12 letih, kolikor tukaj živijo, mi je nekako ušlo, se zasjalo ali pobegnilo tudi imeti te kamne na terasi. Obiskovalca te večstanovanjske hiše prijetno preseneti lepo urejena okolica zgradbe, polna zelenja. Tukaj smo pa zbrali trave, hermelike, hoste, ki so zdaj se krasno rumeno obarvale, pa hisandro, kakor pokrovno rastlino, in ogromno čebulnice vmes posajenih. Sem pa zelo vesela, da živimo v tej zgradbi, kajti to je ena izmed redkih večstanovanjskih zgradb v Ljubljani, oziroma lahko rečem kar v Sloveniji, kjer je tudi zunanja površina urejena skladno z arhitekturo in z vsem ostalim, kar je. Ker ponavadi je tako, da velikokrat se zgodi, za zelenje niti investitor nima posluha ali na koncu manjka denarja ali karkoli. Tukaj smo imeli pa velik posluh pri samem investitorju in pa tudi potem tudi pri vodji projekta, ki je imel posluh za to, da je sledil načrtom, ki so bili že prej narejeni načrti zunanje okolice, in tudi, da na samem začetku so bile posajena dokaj velika drevesa, in po 12 letih pa prideš pol do tega, da vidiš te fantastične stebraste bukve, ki so na vhodu, da imamo to krasno živo mejo z Lovorikovca, da so certidovke zdaj barvajo svoje liste, da imamo ambrovce, ki se bojo kmalu barvali v rdečo barvo, da so vse naše ograje obraščene z bršljanom ali trto, da imamo lep zelen prostor, v katerem se človek boljše počuti in je kakovost bivanja, vsakdanjega bivanja veliko večja, kakor če bi bila to nek prostor, pa samo stavba, pa brez kakršnikoli dreves. In pri tem se moramo še to zavedati, da v bistvu posebej pri drevesih, drevesa ti sadiš za obdobje čez 10-15 let ali celo za naslednjo generacijo. In če bomo v mestih nehali saditi drevesa okrog večstanovanjskih ali pa okrog katerekoli hiše ali pa na javnih površinah, bomo zelo osiromašili celoten prostor, kar se tiče našega bivanja.